Dober večer. Doletela me je čast, da danes odprem ta večer. Gospa Maja mi je dala to čast in je rekla, da je danes en poseben večer, kar je res. Med temi evropskimi večeri je sigurno to poseben večer s posebno težo, s težo stoletja, s težo desetletij in težo v našem dni. Zato mi je to res velika čast, da lahko povabim oba gosta, ki sta danes tukaj, gospod Mehmet Alja Alič in gospod Peterle. Jaz sem tako hotel gospodu Peterletu povedati nekaj v svojem imenu tudi, in sicer bi se mu zahvalil za vse te evropske večere, ki imajo res vsak svojo težo, se splača priti. Jaz velikrat nisem tukaj, ampak vesel sem, da sem nocoj tukaj, ki ima res hudo težo, če rečem, po tej hudi jami. In da bi tudi dobil ta večer posebno težo, bi jaz nekaj besed povedal, nekaj iz slovenske literature, ne svoje, ampak iz slovenske literature. Ne spregovori Cankar danes, zelo nakratko. Nisi pomislil, da to zlato klasje, ki je bilo pokošeno in povezano v snopje, ni umrlo, temveč da bo plodilo 1000-kratno življenje. Nisi pomislil, da še nikoli nobena solza ni bila potočena za ston, da še nikoli nobena kaplja krvi ni bila prelita za ston. Nisi pomislil, da je smrt mati in da teše nebeški tesar mrtvaško posteljo in zibal obene. Ivan Cankar. Tole knjigo podajem gospodu Peterletu za spomin na ta večer, pa na mene. Hvala lepa, Tone. Spoštovani gost, gospod Mehmet Alja Alič, dragi sodelavci, ni bilo nujno, da bi se ta večer v tej zasedbi sploh zgodil. Gospod Alič bi imel lahko številne razloge, ki mu jih ne bilo treba pojasnjevati, da ga danes tu z nami ne bi bilo. Doživel je življenje, iz katerega je nastala tudi knjiga z naslovom Nihče, kar je doživel tudi čas, ko je bil nihče. Skupaj smo doživeli eno od Jugoslavij, skupaj smo živeli, ne da bi vedeli, en za drugega v stari in novi Sloveniji, marsikaj smo doživeli skupaj. Z njegovim imenom je povezano eno od najbolj pretresljivih odkritij na temo slovenske preteklosti in bova šla danes tudi skozi to zgodbo. Ne bo se dalo govoriti samo o eni jami ali o jamah v Sloveniji. Kraj, kjer se je rodil, je doživel tudi svoje jame. Ljudi so najdevali preiskovalci pokopane na 4 krajih hkrati, kar govori zase, samo zase. Jaz sem zelo vesel, gospod Alič, da ste sprejeli moje povabilo na ta evropski večer, ki sem si ga želel ne samo zato, ker ste imeli neko posebno vlogo pri odkrivanju hude jame, ampak tudi z ozirom na to, kar se vam je zgodilo. Preživeli ste lepe čase otroštva,
drugačne čase prvih delovnih let. Prišli ste v Slovenijo kot Bosanc v slovenskem pomenu besede. Vemo, kaj pomeni, ko v Sloveniji kdo reče, da gre za Bosanca. Začel ste v Sloveniji kot Titov pionir. Živite zdaj tukaj kot slovenski državljan in vtis imam, da nikoli niste in ne boste odšel iz kraja, v katerem ste se rodil. Tako sem tudi razumel vaše namene za prihodnost. Torej, mislim, da bi bilo tole dovolj za moje uvodne besede. In najprej bi vas rad vprašal, zakaj niste rekel ne? Zakaj sem sprejel povabilo? Dobar večer vsem skupaj. Bom povedal po pravici. Prvič, ko sem slišal, da me vabil, sem verjel, da bom tam na vašem mestu, ne v tej vlogi. Ne. In to je bilo do 3 dni nazaj. Ne. Prvič, ko sem vedel, kdo me vabi, ne, sem rekel, grem. Ne. Grem zaradi tega, ker iz ust tega spoštovanega gospoda nikoli nisem slišal besede nekega sovraštva. To se pravi, meni in moji ženi je nekod bil kot človek vedno pri srcu in zaradi tega sem prišel. Če pa povem po 20 letih, ne, da je gospod Peterle bil tudi predsednik takrat, ko sem jaz doživel neki ponarekovaj izbris. Ne. Rad bi ga tudi tako vprašal, ne, če se kot človek, ne, kot predsednik vlade, danes bi rekel, čuti delno odgovornega. Ne. To je neko kot prvo moje, to se pravi, jaz imam dva bi rekel, obdobje prvih do 90 letih nekega vzpona v stari Jugoslaviji. Če za vas Jugoslavija bila takrat težka, morate si predstavljati, kako je še za mene bila težka. Ne. Druga polovica je teh 20 let v Sloveniji, ko sem iz leta v leto doživljal nekaj novega, to se pravi ves čas borba s to birokracijo, ves čas dokazovanje, da nisi nihče in na koncu bi rekel, po Srebrenici me doleti tudi ta huda jama. Ne. To bi tako neko to vaj. Spraševali ste me, zakaj sem zakaj nisem prišel. Ampak predno prideva, jaz bom potem odgovoril tudi na vaše vprašanje, oziroma najboljše, da kar sedaj. Ne. Jaz sem potem, ko je prišlo do informacij in do zavesti o tem, kaj se je zgodilo s tako razumljenim zakonom o tujcih, kot ga je suvereno razumela slovenska takratna državna uprava, in ko je ustavno sodišče nedvoumno povedalo, da je šlo za napačna ravnanja oziroma za kršitve pravic, sem kot človek, ki verjame v pravno državo, dejal, da če je slovenska država komu res prizadela krivico, jo mora tudi popraviti. To se je zgodilo v času, ko sem bil predsednik vlade. Jaz se ne čutim krivega za neposredna dejanja, ki so bila izvršena v skladu z zakonom, za katerega je vladni predstavnik takrat sprejel predlog takratne opozicije, da bi se nek člen zapisal drugače. Vendar zakon je bil sprejet, kot je bil, in v času, ko sem bil jaz še predsednik vlade, ni bilo nobene pritožbe, nobenega pisma. Moj naslednik, dr. Drnovšek, ni spreminjal ne zakona, ne prakse. Potem, ko je prišlo do
sodbe Ustavnega sodišča, pa je trajalo iz različnih razlogov toliko let, da se zadeve niso popravile. Zato menim, da gre za deljeno odgovornost. Mislim pa, da poseben moment nastopi takrat, ko je prišlo do kvalifikacije sodne, da je šlo za kršitev pravic. In bom tudi ob tej priliki rekel, meni je žal, če je slovenska država zakrivila krivice in ostajam pri načelu in stališču, da je treba te zadeve popraviti. Drug vidik te zgodbe je pa v tem, seveda, da so skušali iz nekaterih političnih krogov to dejstvo interpretirati na način, ki nima podlage ne v naših mislih, ne v besedah, ne v dejanjih. Mi nismo nikoli načrtovali ničesar na nacionalistični podlagi proti komurkoli. Ni bilo takih, kot ste vi prej, bom rekel, naklonjeno povedali nekaj besed o meni, tudi v vladi ni bilo debate ali načrta, da se mora zgoditi ravno to, kar se je zgodilo. Zdaj, ta večer je prekratek, da bi šli še v razne zanimiva dejstva in kako so to doživljali, recimo v Srbiji ali v Miloševićevem krogu ali kaj takega. Torej, naša želja, ker smo tudi postavljali državo z željo, da spoštujemo človekove pravice na evropski način, torej ni bila, da bi komu prizadejali krivice. Je bilo pa več dejavnikov, ki so nekateri tudi komplicirani, ki so v celem pripeljali do tega. In jaz obžalujem tudi dejstvo, da se je krivica zgodila vam. Sem vesel, da ste danes slovenski državljan. Sem vesel, da nas je vaša usoda in vaše delo tako povezala, bom rekel, z nekaterimi bistvenimi vprašanji Slovenije. Sem tudi vesel, da je z nami danes dr. Mitja Ferenc, s katerim sta skupaj in z gospodom Jamnikom pisala knjigo o hudi jami. Vesel sem, da ste povedali večkrat v intervjujih, da je treba v resnici govoriti. Jaz dodajam, pa mislim, da ste to že sami rekli, da svobode brez resnice tudi ne more biti. In zdaj, ker imava na razpolago pravzaprav samo eno dobro uro, bi vas jaz najprej vprašal, kako ste doživljali tisti trenutek, ko ste bili izbrani ali določeni ali zadolženi za to, da začnete prebijati 11 zidov, predno ste prišli do ostankov nesrečnih ljudi. Kako se vam je ta zgodba zgodila? Potem bova prišla iz Hude jame v Srebrenico in potem nazaj v Slovenijo, ampak skušava zdaj najprej malo povedati, kako je to bilo. Ali pa mene tudi zanima, zakaj se niste ustavili pri prvem zidu. Kaj vas je vodilo, da ste prodirali, dokler niste predrli teh barijer? Huda jama je prišla leta 2008. Se pravi, veliko časa pred tem je moj vsak dan od 92. leta bil dan, ko mislim na svoje mrtve v Srebrenici. To se pravi, moje življenje podobno hudi jami je bilo pred hudo jama. Ali je usoda, ali ne vem, danes sam, ko se sprašujem, zakaj je mene usoda doletela, bi rekel, da odprem ta vrata hude jame. In mislim tako, do teh vrat so lahko vsi prišli. Naprej od teh vrat bi do teh kosti prišel samo človek podoben meni. Človek, ki je imel veliko več od materializma, to se pravi želja, da se odkrije ta resnica. In ko sem enkrat stopil skozi ta vrata, poti nazaj več ni bilo. Vi ste vedel, kaj boste lahko zagledali? Prebral sem vse,
kar sem lahko najdel takrat o hudi jami, to se pravi, verjel sem tem ljudem iz Argentine, iz Kanade in tako naprej, ker tisto, kar so oni pisali, sem jaz čutil za Srebrenico in za svoj rojstni kraj. In jaz sem to 100% verjel in enostavno, tle je prisuten dr. Ferenc, koji je bil največ časa tle. Pred vsemi sem vedno bil velik korak. Se pravi, vse sem in moje nadrejene in rudarsko inšpekcijo in tem ljudem, ko so kontaktirali, skozi govoril tisto, kar jaz tudi sam nisem vedel, da smo blizu, da bomo lahko prišli tako naprej. V resnici mi smo... Vi ste vodil dela, vi ste bil vodja projekta, če tako rečem. Jaz sem prišel v Rudnik, zadužen 30. januara 2008, so mi rekli, da pogledam glede, bi rekel, teh pobojev, to lokacijo in takrat sem z gospodom Ivanom Kendom obhodil ta prostor, prišel do pregrade, izrisal cel, bi rekel, ta prvi naredil neki plan, kako odpreti to prvo pregrado. Ne. Od prvega dne do zadnjega sem bil jaz vodja, operativni vodja teh del. Vsi moji nadrejeni so bili zanemarljivi, bi rekel, bila so neka logistika, vsi v podjetju, govorim podjetju. Ne. Brez teh ljudi, ko so mi pripravili ta, bi rekel, moment, da pridem do vrat, tudi ne bi bilo hude jame, to je jasno, ne. Ali danas javnost ne bi vedela za to, če ne bi bilo nekoga, bi rekel, ne meni, ampak nekoga v mojem telesu človeka, to spravi, ko je imel tu več. Skratka, vi ste bil pripravljen, no, če tako rečem. Ja. In kako je izgledalo to napredovanje? Mislim, vse skupaj je bilo 11 zidov ali betonov ali... To se pravi, ko odpremo prvo pregrado, ne? Jaz skušal tako govoriti, pa sledite. To se pravi, ko odpremo prvo pregrado, smo pričakovali, da bomo najedli kosti, ne? To se pa ni zgodilo. In denarja je bilo za odpiranje prve pregrade. In gotovo, ne? Jaz sem šel z ekipo čistiti naprej. Denarja ni bilo za to, vedel sem, tudi če ne bi plačali. To se pravi, mi smo čistili naprej, ne? Sproti smo pa skušali takrat pridobiti neka dovoljenja tako naprej. Očistili smo 30 metrov naprej. A bi nam kdo plačal, ne vem. Vi ste morali dovoljenja pridobiti. Mi smo v operativi enostavno bili zdeli vedno naprej. Me ni zanimalo, kdo bo plačal, kaj bo plačal tako naprej. Ker stroški bili resnično tako zanemarljivi, da mi smo šli naprej. Torej, predpostavka je bila, da bo tukaj že. Da bo tako. In na 30 metri smo zagledali neko obzidje in smo mislili, da je druga pregrada. Nažalost, nije bila druga pregrada i tako teklo naprej. To spravi, sva leta su trajala, sva dela su trajala 3 leta s nekimi presledki. Vsakokrat je bila borba za neka dovoljenja, z birokracijo, za administraciju. Ti stroški nisu bili neki. Sam gledao da čim manj, bi rekao, denarja naredim čim večne. Kod pri vseh projekti, tudi na to gradbišče se obesu 1%, preko velik procent ljudi, ko bi se lahko brez njih, ali pač zakonodaja je taka in korak za korakom, to se pravi, očistili smo 100 metrov. U teh 100 metrov se med zasutim materijalom pojavilo 11 takih ali takih pregrad. Druga pregrada, to je druga pregrada, umjesto tako pokazuje. Ja. Druga pregrada je bila razbita, ko smo bili pol metra, bi rekao, pod, mi rečemo strop, ta stropni del, ko smo ga očistili, se kazala ta odprtina. Poznaje smo gotovili da je ta pregrada 45. leta bila razbita, ker su ti prostori rudnika bili zazidani, ker je 36. leta u tem območju odkopan premogao sloj. In ta druga pregrada je bila zazidana. 45. leta su tisti ko su ubijali, su razbili to pregradu, ljudi otpeljali do Jaškov, opravili to kar su opravili in pri umiku nazaj su zidali te pregrade. Jaz danas pravim, nisu zazidali te pregrade zaradi teh pobitih. Zazidali su pregrade in 100-metrski zamašek naredili da se nikoli ne bi izvedela resnica. 2.3.
2009. u popodnevnom času, okrog 16. ure, sam prišao na drugu stranu, prišao u jednu votlinu, prazninu, in po parih metrih najdu bute, obleke in tako naprej. Sprehodil se naslednjih cirka 150 metrov, odkrio ta prvi jašek, eno votlinu. U njej se ni dalo vidjeti takrat. Še ta slika je zanimljiva, sam trenutek. To se pravi, prišao sam do prvega jaška. U tem jašku se ni dalo vidjeti danas, kjer je 36 metrov še, kjer je človek na človeku. Ne. Naprej, kakih 60-80 metrov je bila ta grozovita, bi rekel, situacija. Ne. To je čez 400 ljudi na širini, nekaj čez 2 metra. Bili su naloženi od 6 do 8, en na drugega. Vsi su bili u biti streli u glavu. Tle se vidjelo da su živi umirali, jer na 3. metru smo pazili kje je človeška ruka držala protezu drugega človeka. In po umiku tih ljudi, jednostavno, ekipa iz tih državnih inštitucij koje su delovala u Hudi jami se enkrat u pogovoru su rekli da u jašek ne bojo šli iz razloga jer je prenevarno. Ne? Ja sam drug dan stopao u taj jašek, najdu podobne, bi rekao, znake, tako se dogajalo, to se pravi ta plesen je bila, najdu stanke las, po sliku in poklicu gospoda Ferenca, da je prišao da mi pomagao, še da je on po sliku, da smo oba še enkrat šla dol u tu votlinu. In pokazalo se to kad smo predvidevali, da su porivali sve te ljudi u tu votlinu, 45 metrov, poševni jašek. To se pravi, mi rećemo jašek vertikalnim nekim jamskim objektu do, samo trenutak, jednu fotografiju, krasno imam. To se pravi, to je taj jašek, to rdeće su kosti u predvidenem profilu. Sicer su na vsaki tej etaži bile raširitve in število ljudi govoriti, ali je to 2500 ali 5000 je teško, ker v spodnjem delu je apsolutno veliko več ljudi zaradi same kompresije in vsaka ta etaža, tle u prvi 5 metrov smo na začetku otkrili 3,5 metra u širinu, veliko već kar je bio profil tega jaška. Ne. In naloga je bila da se 3 človeške višine gre u tu u glubinu, ne? In to se pravi cirka 5 metrov in teh 5 metrov su nam dovolili iz jaška da odstranimo. U tistih prvih 5 metri smo otkrili to kad je bilo za pričekovat, to se pravi te dekliške las. To je ta jašek i to je ta grozna votlina koju sam je takrat vidio pred seboj. Ne? In bio mi je cilj da pokažemo da jednostavno u tem rudniku nisu biti samo neki vojaki. Ne. Pri prvem otkritju u jednom dnevu 7 kompletov kit ko sam uzeo s teh lovanj sam poklicao gospoda Ferenca, ne, da je prišao zgodaj zjutraj, takrat nismo u jamu, ne, da mi je pomagao, da smo to da je še on poslikao i takrat je prišla ta ekipa policistov, notar in jednostavno nije bilo prijetno ne za mene, ne za njega. Ne. Ja sam se drug dan mogao zagovarjati pred njihovim nekim višim da nije bila naša, bi rekao, neka zla namjera, već smo šli u smislu nekega dobrega to delati. Ne. Povedal bi še jednu zanimljivu stvar, ko sam se omiku prvič ko sam otkrio to, ko sam se omikao nazaj, na poti, prvo kar sam vidio, kad sam najdo sam svetinjicu. To se pravi, jes ne vem kako vi rečete, to govorimo o ženski ko drži svojega otroka u naručju. Ne. To je obesek, srebren obesek, njega sam pobrao, prinesao van in on je iz srebra, dao sam ga u državni muzej.
Nisam, moram tako reći, neki čovjek da bi se s to religiju kvario, ali takrat mi je neko od me spotaknulo da sam gluboko začeo razmišljati od svega, u tiste momentu, u tistih 10 minuta kad sam najdo bi rekao direkt od predmetov je bila ta svetinjica. Dobro, Vikan, prosim. Ja, hvala lepa za ta odgovor. Mene zanima, kako ste vi, torej vi ste doživeli eno jamo prej, oziroma eno drugo tragedijo, ki je vzela življenje številnim vašim sorodnikom oziroma najbližjim. Kako ste vi razmišljali o tej paraleli med Srebrenico in med Hudo jamo? Kako ste to doživljali? Ja sam se zdravio od Srebrenice, preko te svoje rane probao tako skrivat u duši, iz dneva u dan bi rekao, razmišljao o tih svojih mrtvih bratih, a i Bog da i pokopao, ali ne. Ker moje otroštvo bilo tako da su mi že, mojem otroštvu da sam bio brez deda, brez stricov, pobiti u 45. leta, žigosane kot neki izdajalci, ustaši, ker na Drini, tam kjer sam jaz odraščao, preprosto partizanov v tistem času ni bilo. Kad spravim na tej fotografiji mehni vidimo, to je moj bosanski del, ne na drugi strani je Srbija, to je hidrocentrala Bajina Bašta. Da bi me razumeli, općina Srebrenica ima 527 kvadratnih kilometrov. To je 3x veća kod općina Ljubljana, ali pa 5x već kod općina Celjene. In tle kažem, jednu fotografiju bi rekao tega krajolika pogledana na Drinu, iz moje vasice. In tamo su prišli tako kot 50 let pozneje na podoben način. Prišli su te horde koljačev, jednostavno, a začeli pobijati te vaščane na njihovih ognjišćih in 45. leta je cel ta moj kraj doživeo jednu tragediju, to spravi sve je bilo požgano, uničeno, ali 45. leta moji, bi rekao starši, su se vrnili na svoje ognjišće in začeli graditi naprej. 90. let, ko smo se mi, njihovi otroci, že postavljali na noge, in ko je moja generacija bila ena od, trdim lahko, 100%, bila o najbolj opismenjeni generaciji, ker celo v tej moji osnovni šoli, ki je imela 6000 učencev, je bio moj sošolec iz razreda, direktor osnovne šole, imao 2 fakulteta. Leta in leta je u Beogradu od 5. do 8. razreda je bio na tekmovanju iz matematike med prvimi. In to spravi, moja generacija koja je preuzela takrat od teh samoupravljačev, kot im jaz rad rečem, stari, opismenih, in začela graditi, je prišla ponovno nevihta in se nam vzela. Živel sam brez mojih 2 strica, to se pravi, živel brez deda in 95. leta smo vzeli gluhonemega brata. Če su mi rekli za deda da je bio, da nije bio, kad nije bio partizan, nije bio čovjek, ne? A rekao sam sebi da ne moram dovoliti da mi reče to za gluhonemega brata. Za oba brata, ali po sebi govorim za gluhonemega brata, ko su ga uzeli pred mojom mamom, istrgali iz ruk in koji mi je rekla da ne govori, su rekli, Bože, spregovorio. Od takrat do danas, to se pravi, mi ga še nismo najedli, nismo ga pokopali. On je takrat imao sina, let pa pol starega, njegov ta sin danas je star 19 let, isto živi kot jaz, brez svoje, bi rekao, živi brez svojega očeta. In tako, moj svet Srebrenice je svet Hude jame. I on ni končan, on traja. Ja to sam želio povedati. To se pravi, če bi zgodovina pisana bila tako nepošteno i krivo kot je pisana, če bi ponovno bila pisana danas, teh potočarev ne bi bilo. Ti moji brati bi bili ponovno neki ustaši, ali ne vem kako bi imenovali, neki zločinci. To ne dovolim. To se pravi, spominski centar u Potočari je danas jedino kar je nama ostalo od Srebrenice. En dan u letu ko se dobimo, ali se dobimo jednostavno iz cijelega sveta in to je samo trenutak, jednostavno se pokažem. Razlika med Srebrenicom i Hudo jamo je ta,
Srebrenica, to se pravi mrtvi in Srebrenica grobovi, na tisuće grobov. Ali čovjek ko ima svojega bližnjega pokopane, ko ve kje je, enostavno najde svoj mir. U hudi jami, pa še vedno nismo prišli na ta nivo. Da se pravi, rad bi neku paralelu potegao med Srebrenico pa hudu jamu. U Srebrenici se neki dogaja, neki se postavlja se iz razloga, kad to bi rekao su se izborile matere Srebrenice, ne. To se pravi, ko ne prezaju pred nobeni, ne poznaju, bi rekao, te svetovne autoritete da bi se klanjale zato krišće kosti svojega sina, ne. I one su svojim krikom dosegle da je danas obstajao ti potočare i zgodovina se nikoli ne bo mogla pisati tako umazana ko se pisala u hude jamine. Vi ste tole upravičeno usporednico potegnil. Mene zanima, kako vi razumete to slovensko zgodbo oziroma ta odnos, ne? Da po tolikem času ob tako očitnih dejstvih da nismo sposobni pietetno, kulturno pokopati svojih ljudi. Kakšno razlago imate vi za to? Ne razumem, apsolutno ne razumem. Ne. In živim od svojega 14. leta, se pravi 48. leto, med temi ljudmi. Ne. In lako da me Bog do narobe razumeo, ali ne razumem tega momenta. Dan mrtvih, ko se tekmuje, kdo bo več sveč zažgal, bi rekel svojim na grob. Po drugi strani, ko govorimo o neki realnosti, huda jama, vsi obraćaju glavu i nič ne zanima. Če simbolično povem, živeo sam u bloku tamo gdje su uglavnom bili sve rudari, 16 stanovanja, bila sta 2, 3, 6 živa muška, druga su pa bile ženske u mojem bloku. Ne. I njihovi otroci su bili poljubljani Kopru, Mariboru. I ja za te otroke nisam vedao. Ne. I koje je bilo treba ta premog pomagati, notar me tat leta sam i ja spomagao, nikoli nisam vedao da imaju kakve otroke kod. Ko su začeli umirati, su se pojavljali, to se pravi, lako bi rekao da je že delno potegao ta neki materializam, odpeljio nas od narave, ne, jaz ne najdem prave razlage. Uglavnom, to kar se dogaja u tem odnosu hude jame ni na nivoju neke civilizirane družbe, ne. A su ljudi prestrašeni, ne, ali to su tu posljedice prejšnjeg režima, ne vem. Ste imeli vi kakršnekoli težave zaradi dela, ki ste ga opravili v hudi jami? Danes lahko, bi rekel, povem tako pojednostavljeno. Prišel mi je iz podjetja, moj nadrejeni. In mi je enostavno rekel tako. Na glavni upravi, poklicali su ga na glavnu upravu in su mu čitali lekciju in su rekli da nikoli već ne smem niti besede jaz govoriti pred hudo jamo, ne o hudi jami i tako naprej. Ne. In sam mu tako povedal, bilo je še par ljudi tam zraven, povedal sam mu, če sam kaj jaz pri svojem delu koga užalu, ne. Ali pa kaj slabega naredio. Ne je rekao ne, ampak ne smeš nič. Dao mi je imena dveh oseb, telefonske številke, in jaz sam toliko let tam, niti ne poznam ne teh imen, ne teh ljudi ko mi je dao. Verjetno su obstajali, sam ja si nisam poznao. Kdorkoli pride do hude jame in če kaj sprašuje, naj bi jaz dao, pač naj se obrne na njih. To se pravi, ta direktiva je bila od koga, kako. Danas lako govorimo o jednim umazani stvari, nažalost, ja sam je skrivo zaradi same, bi rekao, teme o hudi jami, jer je sama po sebi bila teška. To se pravi, u tej hudi jami, namjesto da bi dali te rudare, kvalificirane kopače, rudarje, ne, jer smo leta i leta imali neke presežne delavce, to su izredno zahtevna i teška dela, dali su mi enega rudarja, i uglavnom u tej jami u 3 letih je delalo 32 albanskih, ja spravim, skoro bih rekao otrok, jer su bili stari od 18 do 22 let u poprećine. To je jedna kruta resnica. To sam skrivo od vse. Skrivo, pač, ker sam želio da pridem do cilja, ne. Spat pa nisam mogu iz straha da se komu kaj ne zgodi. Ti otroci nikoli ne bi smjeli skozi ta vrata, ker
Točno imamo zakonodaju kdaj in kdo je lahko rudar in kdo lahko dela pri takih delih. Govorim o tem mačinskem odnosu do mene, ali to navzven, bi rekel, to sem skrival in iskal vse variante, da ti otroci preživijo, da se nobenemu nič ne zgodi in da bi rekel, opravimo neko delo koristno. Prejle na začetku je Tone Kuntner s pomočjo Cankarja izrazil neko željo ali neko prepričanje in pričakovanje, da smrt potisočeri življenje. In verjetno je veliko ljudi, ki bi se želeli, da se to zgodi v Srebrenici ali na slovenskih moriščih. Kako vi vidite prihodnost na podlagi tega, kar ste doživel? Jaz sem vas doživel kot izrednega optimista, kot človeka, ki ljubi življenje, ki se nikoli ne vda, ki vztraja. Kako vi vidite razvoj iz tega ven? Tu ali tam, ker model odnosa je zelo podoben. Kako da se nikjer čez 50 let ne bo zgodilo isto? Težko je reći da se ne bo zgodilo isto, ali naša dužnost je, bi rekel, opozarjati, nikoli ne odnehati. Boriti se za to, da se ne bi zgodila podobna stvar. Če bi huda jama bila raziskana tako kot je danas Srebrenica, pred 50 leti posljedice Srebrenice ne bi danas bile u takvi obliki kot su bile. Ako govorimo o samem grobu, prebrao sam pred kratkim Prišleki, 2 romana od gospoda Lojzeta Kovačića. In on je podobnu usodu preživel, bio je, oče mu je bio, to se pravi slovenski rod, mama Nemka, živel je tle, preživel je pred drugo svetovno vojno. In tisti, ko me ne razumejo, u vlogi Bosanca, naj preberejo to knjigu, da bi me razumeli kaj je biti Prišlek, razseljen in tako naprej. Ena je stvar, ko ti greš iz nekega svojega kraja, pač trbuhom za kruhom ali tako naprej, z izobrazbo, in vedno veš, da je tamo mama, da je tamo toplo ognjišče. Vedno se vraćaš do njene smrti. Tudi ko mama umre, ti greš kje, ker tamo je še vedno neko ognjišče, tamo je še vedno neka toplina. In v moji situaciji danas bi rekel, jaz enostavno še vedno hodim, gledam, ali ne da je moja mama umrla, ja se nisam mogao pokopati na domaćem grobišću njenem, mislim na našem pokopališću. Ona je šla iz moje vasice takrat ko je vas bila cela. Pri Tuzli smo živeli, oziroma su živele mama pa gluhonema sestra, ne muža su i tako bili, in otroci od bratov i tako naprej. In u tisti svoje starosti, kadar sam prišao mi je rekla, niti slučajno ako umrem, ne smiješ me tuki pokopati. I ja sam prvič leta 2000 u spremstvu Unproforja šao do te svoje vasice in tamo jas neko se potkradla u knjigi napaka. Tamo sam jas napisao, niti groba svojega očeta nisam mogu prepoznati, jer je sve devastirano, uničeno, narava, bi rekao, svoje naredila u tolikih leti i tako naprej. In moju mamu sam pokopao leta 2005, 120 km stran od naše domaće vasice i na ta njen grob nisam, pri nas neko tu navadi da piše kdo ga gradi i tako naprej. Ja s tega nisam naredio, ali sam na ta grob napisao naziv moje vasice. Moja vasica domaća je bila Grujičić. I ja sam moju mamu tam ta spomenik pod njeno, bi rekao, imenom prijemikom sam opisao tu vasicu. Opisao sam da je neko, će lako tako se izrazim, duhovno približam našem pokopališću. Govorim o tako nekih, za nekoga teško me bo razumeo, govorim o takih nekih stvari s čim
se čovjek u tistim času bi rekao kako boli da ne možeš svoju mater pokopati. Da to se pravi, ne da su nam uzeli slobodu, državu, bi rekao, uzeli su nam pravicu do pokopane. Da se pravi, tu tem ljudem je uzeta pravica do pokopane. Vi ste mi prej povedali nekaj zelo iskrenega o vašem otroštvu. In povedali ste, da ste trdo delali na kmetih in da ste najbolj pogrešali igro, oziroma da ni bilo časa za igro. Časa nikoli za igru. Da se pravi zgodaj, mi smo imali, saj moja družina je imala 3 hleva, imala od 10 do 15 živin goveda smo ga imali. In neizmerno, od jutra do večera nisu obstajale ne prazniki, ne nedelje. Sicer te verske praznike, oče, mama sta bila verna, sta spoštovala. In da se pravi, ti verski prazniki su bili nekako najbolj izpostavljeni. Takrat, spomnim se, jaz kot Bošnjak, nažalost, lahko rečem, ne glede na to, da imam neku svoje razmišljanje o tej veri u Bogu, nisam takrat, meni otroci nismo mogli u to džamiju, mošeju, ne? Ali ti prazniki su tako bili lijepi, jer takrat smo mi to iskoristili na svoj način za igru. Žogo ste imeli. Oblekli smo najboljše obleke kar smo imali. Ne? To se pravi, ponavadi je bilo starejšega brata, kaj je opranega, tako zlikanega in kakve gumijaste škornje, če su bile. Ne? Ali toliko tega lijepega spomena iz tega časa. Zgodaj po noć se naši očete odpravi u mošeju kakva 4 kilometra. Ne? In oprave ta obred in na pamet bom rekao tamo proti jutru, ko se vraćaju nazaj na našu vasicu, kakva 2-3 kilometra, jedne vedno imao lovsku pušku, ne, je u strelu, ne, da smo slišali ta puk i smo vedeli da oni prihajaju. Sve hiše, bi rekao, naše je bila neka gozba, te hrane je bilo za 10krat već ljudi koliko je potrebno resnično. Ali to su bili tako dobri prazniki, tako moćni prazniki, sve pozitivno je bilo, takrat svi skregani, je bilo to tako neko sveto pravilo, ne? Da su se takrat pobotali, šli jednim drugim na ta obred, dali ruke i sve za mere u preteklem letu su pozabili. To se je dogajalo, bi rekao, letno pri te glavni obredi vedno. Ne? I to je, tamo sam črpao neizmjerno, bi rekao, tu ljepotu da danas živim tako s optimizmom. Moje otroštvo će uzamijemo do 4. 5. leta do 14. trajalo 10 let. Ali ja spravim da našnih 100 let ne moram dati u to moje otroštvo. Ne. Govorim o te ljepoti narave, jer cirka 30-40 km nikjer nije bilo tovarne. Mi smo živjeli kod neki oazi, narava prekrasna, zdrava, i smo imali jednu kulturu obnašanja, to se pravi številka jedna bila, to kad danas pogrešam, ta odgovornost svakega posameznika. Mi smo funkcionirali svaka družina kod neko podjetje. I to se pravi, moj oče je bio neka vlada, ne? Mi smo pa bili, imali svak svoju funkciju, ne? I jas, otkar vem za prve korake, mogo sam, ali drva, ali goveda, ali to, moj prosti čas je šola bila i tudi za nalogu nije bilo nekega časa. Vsi smo se pa radi igrali. I zato u mojem otroštvu sve te žoge, uglavnom, ko smo ih delali, su bile meni ljepše danas od sveh teh fuzbalskih koji ima, bi rekao. I zaradi tega nosim tako ogromno toplega, svojega nekega pravega igrišća nikoli nismo imali. Smo se prikradali na kakve te divje livade in tako, ne. Pred šolo pa su bila neka pravila, da je smešno, da je smešno. Ja, in če sem vas prej prav razumel, vi imate zdaj en projekt za vaše kraje. Malo mi je nerodno, ne? Prav nerodno povedati to. Danes, ko sam iz te strašne krize, po hudi jami se me zgodilo mi se veliko grdega, ne? In fizično sam pad u jedno teško psihofizično stanje, zboleo rane na želucu, tako naprijed. Sodišće, borba za pravice neke te, da se rešim, ne, zaradi službe,
je trajalo skoraj eno leto in od letos julija sam upokojen, ne, septembra, oktobra se je začelo neko ta moja nazaj energija, da sam začel dobivati. Ta nasmeh bi rekel, da mi se vraća na obraz. In ko sam to sebi rekel dal, zdaj ne sanjam, jaz grem, to se pravi, prvi sneg nam je že padao neko po zadnji. Jaz se odpravljam u to moju rojstnu vasicu, imali smo 35 nekih hišk, sve do zadnje su bile zemljo zravnane, zdaj je postavljeno nekih 10 hiš, vrnili se tisti ko se nisu imali kamo maknuti jednostavno, taki ko su bili sve posod neki tujici, neki prišleki i tako naprej. I tamo sta se rodila prva 2 otrokane. In moj san je, to se pravi ne san, to je moja budućnost. Jaz grem u to moju vasicu, želim si reku združiti sve te od Argentine do, mislim, Južna Amerika, Severna Amerika, Australija, cijela Evropa. Tisti otroci ko su imali od enega leta do tisti koji je preživio s 15 leti su danas že stari blizu 30, ali pa še već letne. In vsi se zanimaju, vsi že neko išće od te korenine. Ne? In ko pride u to našu vasicu, one se še niti ne moraju obrniti. Nimaju kam auta obrniti. To je jedna taka, bi rekao, makadamska put. In moj san je u tej bližini, kak je 300 metra od te vasice, zgraditi neki mini športni centar in igrišće, to spravi igrišće. Številka ene igrišća, okrog igrišća, pa sve drugo, kažem, lahko. Ne? Ja, če ste me že... Ja, to se mi zdaj tako lepo, ko ste prej povedali. Ne? In skratka, mladina bo dobila nekaj najnujnejšega, kjer se bo igrala in jaz vam želim, da vam uspe pri tem in želel bi si tudi, da bi se zgodila tudi pozornost vaših prijateljev v Sloveniji oziroma Slovencev, da bi k temu kaj pomagali. Mi se bližamo našemu običajnemu časovnemu, bi rekel, roku, pa me zanima, če bi kdo želel zdaj še kaj vprašati. Nekaj časa še imamo. Jaz sem Vladimir Gajček, slovenski književnik. Bil sem na predstavitvi v Mladinski knjigi, ko ste predstavili knjigo, sem jo tudi že ocenil, tudi sem vas fotografiral. Mene zanima nekaj z psihoterapevtskega gledišča. Kako ste presegli to, bi rekel, tragično občutje življenja? Kako ste presegli, da ste našli smisel življenja in pot naprej v sebi, z družino, pa tudi kot oče, ne, kot moški. To me zelo zanima, ker živimo v času krize, ko zanimo nekateri ljudje pravijo, da kome preživijo, pa se delajo ubogi, ne, čeprav niso. In vaš optimizem, ta notranji, ne, ki je presegel smrt, pomeni tudi neke vrste ljubezen, ne, do življenja. O tem prosim kaj povedati. Hvala, zredno dobro vprašanje. Sam sam rekao večkrat u teh zadnjih 20 leti da sam sebe kot človek preživeo. Nisam si, tako bi rekao, pomemben sam sebi. Sve kad sam delao sam za svoje bližnje. Kako bi jaz, kot človek koji imam ruke, noge, neko hodim, obupao protiv moje sestri, kateri su ubili sve u družini, bi rekao, sve su nas raznala, sve strane. Ona je danas stara 60 let, polna optimizma, s tako mehnim, bi rekao, stvarcami, živi to življenje tako lijepo, dostojno, na nivoju. Gluhonema oseba ko ne zna nič već ko kar svoje ime pa primek napisati, nima enega razreda šole, ni izobražena, to se pravi, črpam tisto iz mojega otroštva kar mi je usadio oče pa mama, tisto ljubezen, da ne sovražiš. To se pravi, da ne sovražiš, to sam prej tako u glavi sam si imao. Ko smo se rodili, nismo imali žepov, bili smo psi, nagi.
ko nas pa na drugi svet hoče vzeti, vabijo enostavno na tisti, ko su si natrpali te žepe, moraju sve diplome, sve pustiti, jednostavno bomo šli tako smo se rodili na drugi svijet. Ja govorim, moj svijet temelji od rojstva do smrti. In spoštujem prvo človeka, sve drugo je nekot igra, to se pravi, mi smo lako domoljubi, da ljubimo Sloveniju, da navijamo za Olimpiju, ali ko gremo u Maribor, to se pravi, ni treba zato ko ja navijam za Olimpiju, da udarim ja človeka tamo ko navija za Maribor. Nikoli tega nisam razumeo. I ja nikoli ne moram razumeti neke proteste, da bi šao na proteste pa da bi razbijao, uničevao i tako naprej. In sve kar sam jaz preživeo, bi rekel, lijepega od svojih, to sam uspeo na svoje otroke prenesti, na bratove otroke u Ameriku, ki me vsaki 15 dni pokličejo, letos spet pride u Bosnu. Življenje gre naprej. Tamo se je rodilo od mojega brata, od 2 njegova sina, pa hčerke, 5 otrok, 4 fantke pa 1 punca. To se pravi, ne morejo, oni zato ko su nas pobili, bi rekel, sve u Srebrenici nisu ustavili življenje, ono teče naprej. Hvala. Eno vprašanje, jaz sem z gospodom že govoril. Ime, priimek, prosim. Velikovičič. Povedal sem mi, da sem bil v Šentjoštvu. V Šentjoštvu na obisku pri teh ljudeh, ki so tudi posredno žrtve teh stvari. Kako je do tega prišlo in kako so nas sprejeli? Hvala. Šentjošt od vseh teh predstavitev, bilo je okrog 20, je nekaj posebnega. Tamo je bilo čez 100 ljudi, enostavno starejših. Ko sam prebral vse, kar sam lahko u literaturi, enostavno sam i razumeo i tamo sam resnično začuto u zraku tu prisnost da me razumeo, da ih razumem. In še dan danas mislim na ta dogodek. Po koncu, po predstavitvi, veliko ih je prišlo in mi dalo ruku, kar meni veliko pomeni ta preprosti stisak roke, to se pravi da me razume, ne to kar se meni dogaja u našem Zasavju, kjer su nekot, bi rekel, ne morem kriviti ta rudarski svet, te knape, ali to razmišljanje ko mi reče kako delam težave tej Sloveniji, premetavam te kosti, ustvarjam neke stroške, delam na neki, bi rekel, nebitni temi i tako naprej. To se pravi, srečujem se z raznimi ljudmi in tudi njihovi, bi rekel, odnosi do mene su različni. To kaže sliku tudi Slovenije, družbe. Hvala. In še kakšno vprašanje? Gospod Ferenc. Mitja Ferenc. Miho, najprej nekaj besed še o tebi, preden ti bom zastavil vprašanje izpred nekaj dni. Morda nisi dosti povedal o sebi, ampak sam, ko sem spremljal in bil skoraj vsak dan s teboj na tistih 8 mesecih, ko se je prebila prva pregrada, pa do tiste 3. marca, ko smo uspeli priti do žrtev, ki nas je vse močno zaznamovala, ko smo prišli ven iz jame in jokali kot dež. Se spominjam tistih dni, ko si ob vsakem dnevnem napredovanju vedno imel rešitve. Vedno si nas iz neke mogoče plastične steklenke pokazal jašek z šibicami, označil kakšne stvari, govoril, kje bi lahko bilo, kako bi prišli do žrtev, kaj je potrebno narediti. Tako da moj poklon tvojemu delu in tvojim energiji, ki si jo vložil v te žrtve, v raziskavo teh žrtev. Tisto pa, kar me zanima, predvčerajšnja sva bila po dolgem času skupaj v Hudi jami. Vem, da 24. julija 2011, ko smo se poslednjič spustili po lestvah do posmrtnih ostankov, nisi več hotel biti zraven, ker si slutil, da grejo stvari pri urejanju Hude jame v napačno smer. In prav si imel. Po 3 letih, ko si se ponovno soočil z žrtvami in videl žrtve v Kosnici,
bi želel tvoje občutke. Pred 2 dnevoma nismo imeli čas, da bi se sploh o tem pogovarjali. V očeh sem ti pa videl, da imaš bolečino. In me zanima, ali je to tisto, za kar si vložil svojo energijo, svoj čas, svoje trpljenje, svoje izkušnje, ki si jih imel, ali je to tisto, za kar si Slovenci zaslužimo, da se spomnimo svojih žrtev. Ali je to tista končna varianta, ki si jo videl pred 2 dnevoma v Hudi jami? Hvala. Neizmjerna hvala. Brez vaše pomoči jaz tudi ne bi mogel to delati, kar je se dogajalo v Hudi jami. Ne vem, ali imam pravico da govorim o tem, da rečem jaz, to je slika dne, ko smo ustavili dela v Hudi jami. To je leta 2009, oziroma v tem jašku. V tem jašku je stanje od takrat do danes je tako, kot je takrat bilo. Nič se ni premaklo, to se pravi 4 leta. Ne. Ko govorimo o sami kosnici, ko su dali u bližinu Barbara Jaška, to je ceo načrt Hude jame, najprije su sve te kosti, cirka 800 žrtev su dali u neki objekt stara strojnica Jaška Barbara. Ne. In ko sam začuto jas moment da ne bodo te ljudi van spravili, enostavno već se nisam mogao s tem sprijazniti. Takrat po tistem se še delala, nekaj mesecev je bila, mislim je bio neki presledek, nič se nije delalo in se prišlo na ideju da se pozgradila kosnica. Kosnica naj bi bila še takrat v nekem pogovoru, neka umestna postaja, ki naj bi mi odložili teh 800 ljudi začasno, da bi lahko rešili oziroma ta jašek do konca. In ko su stvari odmikale, enostavno vsi su igrali neku svoju igru, jednostavno želeli narediti jedan... I moj san je bio da to ostane neki muzej, ali ne muzej da mi hodimo gledati človeške žrtve. Po 4 leti, predvčerašnjeg sam bila u Hudi jami, bolelo me je to, moj 4-letni bi rekao trud. To nije bio moj neki šik, to spravi 24 ur, sanjaš te kosti, živiš s tem, ne. I mi je pokazalo neku sliku zahvale za to, ne. To spravi, to je žalostno tako stanje. To se pravi od teh uhodnih vrat, ne. To je sve moja ruka naredila, bi rekao fizično obdelala, sve to ugradila u veri, pa će da bomo začasno dali te ljudi in moram pokazati, to već kad tako pokažem, neku simboličnu stvar, pustio sam u te Hudi jami, u te kosnice jedno svoje sporočilo. To sporočilo na koncu tega objekta, 80-metarskega objekta, na koncu je betonska pregrada. I na koncu, na te pregradi sam narisao tega rudarja. Če se lahko malo pohvalim, od otroštva znam i moj je san bio, bi rekao, od svega kad znam delati, najljepše znam risati, ne slikat. Ali usoda je bila taka da nikoli to teka nisam prišao. Narisao sam rudarja s barvami za beton, na sliku to pravi rudar, kramp, pa ta svetilka rudarska. To je sve na betonu, to nije pruga. Danas ko pride u tu kosnicu in ko začnejo gledati te kosti, enostavno, ko sprehajaju kakih 10 metrov naprej, ne morejo da ne opazijo in taj rudar se prestraši. On se tako živo vidi da vsak začuti in misli da je živ človek. Ne? S tem sam si želio upozoriti vse te ljudi iz države ko pridejo, ko neki pomenijo, da je to rudnik in da i ta rudar upozarja na to da mi rudari nikoli človeka ne puščamo v rudniku. In nikdar, nikoli v zgodovini, bi rekel, ni se pustio rudar v rudniku. Ne. Govorimo o te strašne solidarnosti človeka do človeka. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani gospod Talič,
Verjetno po tem večeru ne bomo imeli manj vprašanj kot prej. Gotovo pa smo bogatejši za nekaj, česar večina med nami ni poznala na tak način ali tako globoko, kakor ste nam k temu pomagali danes z vašo pripovedjo vi. Jaz sem vam hvaležen, da ste nam z občutljivostjo, ki ste jo pridobili iz vaše tragične izkušnje, iz vaših krajev, pomagali resnicoljubno in z ljubeznijo odstirati pot do tistih, ki so končali na žalosten in grozen način, ne kaznovanjem, ampak z maščevalnostjo, kot je dejal pokojni tudi nekdani gost Evropskega večera, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Trontelj. On nas je opozoril, da se pri nas po vojni ni zgodilo kaznovanje, to je pravni pojem, ampak maščevanje. In posledice so seveda različne. Jaz sem vesel, da smo imeli v tej jami takega človeka, kot ste vi, in sem vam hvaležen, da ste nas opozorili z vašim dejanjem na bistvene stvari, brez katerih bi kot ljudje težko lahko gledali naprej. In še posebej lepa hvala za vaš optimizem, za vaše ustrajanje. Mogoče, jaz se pravičujem, bi dodal eno meni izredno bistveno stvar. Ne glede, kdaj bomo prišli do te situacije, da se bodo ti ljudje spravili ali ne. V hudi jami je nujno potrebno narediti mejn poseg, ko ne stane veliko. Treba je samo malo dobre volje. Ta jašek, v katerem je 36 metrov, človek na človeku, je treba zaščititi, stabilizirati, bi rekel, da ne pride do porušitve. Predvčerajšnje, ko sem stopil na te deske, je vse že preparelo, polomljeno. Gre se mogoče za dan, mesec, leto ne verjamem, če lahko zdrži, bo prišlo do porušitve in v glavnem tisti, ko jim je to v interesu, bojo zadovoljni. Ta jašek se bo zasul nazaj. To se pravi, treba je narediti eno betonsko ploščo, oziroma stabilno konstrukcijo in zaščititi to stanje, konzervirati na nek način in pustiti neki generaciji, ko bo najdla, bi rekel, rešitev, kako in kaj je hudo jama. Jaz sem hvaležen tudi za ta dodatek. Spet ste postali vodja projekta. In posebna hvala pa za to, za kar, moram reči, nisem slišal še tako povedano, kakor ste povedali vi. Rudarji ne puščajo ljudi v rovih. Hvala lepa. Hvala.